Na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvajamo pilotni poskus uvajanja digitalnih evidenc za zasebne lastnike gozdov. In ta namen smo vzpostavili spletni sistem potrebne skrbnosti in sledljivosti prometa gozdnih lesnih sortimentov. Sistem potrebne skrbnosti je omogočen vsem uporabnikom spletnega informacijskega sistema Moj gozdar. V polje za prijavo navedite veljaven elektronski naslov in izpolnite obrazec za brezplačno registracijo. Po uspešni registraciji se prijavite z navedenim elektronskim naslovom in geslom, ki ste ga prejeli na naveden elektronski naslov. V zgornjem desnem kotu se nahaja spustni meni, v katerem je povezava do digitalne evidence. S potrditvijo povezave vstopate v sistem potrebne skrbnosti. Omeniti velja, da so vsi osebni podatki skrbno varovani in namenjeni izključno za rabo uporabnika. Prikaže se pregleden in preprost seznam podatkov in dokumentov, ki zadostujejo predpisom uredbe o lesu, imenovani EUTR. Pred uporabo obrazca za vnos novih dogodkov v digitalno evidenco priporočamo, da si s klikom na povezavo Moji kontakti uredimo imenik partnerja. Odpre se seznam pravnih ali fizičnih oseb, ki jih kasneje pri izpolnjevanju določimo kot pošiljatelj, prejemnik ali prevoznik. V seznam lahko dodamo poljubno število partnerjev. S klikom na povezavo Nov vnos se odpre enostaven obrazec, v katerega vpišemo naziv pravne osebe ali davčno številko. In s klikom na imenik preverimo, ali obstajajo kontaktni podatki v poslovnem registru Slovenije. V primeru, da podatkov ni v poslovnem registru, jih moramo vpisati v preostala polja. Zaključimo z ukazom Potrdi. Ko zaključimo z vnašanjem partnerjem, s klikom na polje Obrazec odpremo spletni obrazec in pričnemo z vnosom podatkov v sistem potrebne skrbnosti. Uporabnik v prvem koraku navede osebne podatke lastnika ter številko dovoljenja za poseg. Sistem osebne podatke samodejno izpolni, ukolikor jih je uporabnik navedel že ob registraciji. Za enostavnejši in hitrejši vnos podatkov svetujemo, da dopolnite svoj uporabniški profil z manjkajočimi podatki. V drugem koraku se poda oceno tveganja, ali je bil les pridobljen v skladu s predpisi. V primeru, da lastnik gozda izbranih dreves ni posekal sam, se odprejo dodatna polja, kjer ustrezno označimo izvedene ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so prisotnost lastnika pri sečnji, kontrola sečišča po poseku dreves, zamenjava izvajalca sečnje v primeru ugotovljenih nezakonitosti, obveščanje pristojnih organov o nezakonitih aktivnostih pri sečnji, oziroma se vpišejo še drugi izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Navedejo se tudi datumi izvedbe posameznih ukrepov. Ocena tveganja in ukrepi za zmanjšanje tveganja predstavljajo sistem potrebne skrbnosti, kot ga določa uredba. V tretjem koraku se poda informacija o datumu prevzema ali prevoza lesa, informacijo o tem, ali lastnik les prevaža po cesti za lastne potrebe in informacijo o tem, ali je lastnik les prodal na kamionski cesti oziroma na panju. V naslednjih korakih podamo informacije o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku. Pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov je lastnik dreves, ki mu je bila izdana odločba o poseku, kadar les ali lesne proizvode prevaža sam ali jih izroči drugemu prevozniku. V polje za vnos podatkov vpišemo naziv pošiljatelja. Spletni obrazec na podlagi naziva samostojno iz imenika prepiše vse potrebne podatke. Prejemnik gozdnih lesnih sortimentov je tisti, kamor so les ali lesni proizvodi namenjeni. Uporabnik vpiše naziv prejemnika, ki ga je predhodno vnesel v imenik Moji kontakti in poda informacijo, ali je kupec pravna oseba ali fizična oseba. Prevoznik je podjetje, ki opravlja storitev prevoza lesa ali lesnih proizvodov do prejemnika. Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov mora imeti knjigovodsko listino med prevozom pri sebi ali v vozilu, ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor
na njeno zahtevo izročiti na vpogled. Uporabnik vpiše naziv prevoznika, ki ga je predhodno vnesel v imenik Moji kontakti in poda informacije o vozilu, kot so znamka vozila in registrska številka, kraj in čas nakladanja ter kraj in čas razkladanja. V zadnjem koraku je potrebno opredeliti še vrsto in količino gozdnih lesnih sortimentov. S spustnim menijem izberemo drevesno vrsto, obliko tovora in vnesemo količine po drevesnih vrstah. Podatke v seznam prenesemo z ukazom Dodaj. V primeru napačnega vnosa lahko posamezno vrstico odstranimo iz seznama z ukazom za brisanje podatkov. Pozorno vnesite podatke o tovoru, kajti v primeru, da niso vpisane vse vrste ali niso vpisane dejanske količine lesa, se šteje, da se na vozilo naložen les prevaža po cesti brez knjigovodske listine. Pri čemer se šteje, da na knjigovodski listini vpisana količina ne ustreza dejanskemu stanju, če je odstopanje večje od 10% dejanske količine. Z ukazom Potrdi zaključimo vnos in se vrnemo na seznam ali vnesemo nov dogodek oziroma izdelamo novo knjigovodsko listino. Na seznamu so za vsak posamezen dogodek navedeni tudi dokumenti za zagotavljanje predpisanih informacij v primeru kontrol. To so evidenčni list o uporabi in prometu gozdnih lesnih sortimentov ter knjigovodska listina. Uporabnik lahko posamezne dokumente pregleduje, shrani ali natisne s klikom na sliko dokumenta.